Pozdravljeni, dobrodošli v šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Sem Marja Milič in skupaj z vami bom raziskovala svet investiranja v zagonska podjetja. Marsikdo se sprašuje, kako postati investitor, iskati prave priložnosti, kakšne so tveganja, kakšni so donosi, koliko kapitala je sploh potrebnega, pa tudi koliko znanja. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov dobili na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila online od 2. novembra do 3. decembra. Šola za vlagatelje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v čevlje investitorja tveganega kapitala. S tovrstno investicijo se lahko občutno poveča možnost za lepo oplemenitenje naložbe, toda pozor, hkrati tudi prinaša tveganja, ki jih je potrebno najprej prepoznati, potem pa tudi obvladovati. Statistika namreč kaže, da kar 80% zagonskih podjetij ne doseže svojega cilja in prej ugasnejo. Zato preden se podate na pot investitorja v startupe, obiščite brezplačno šolo za vlagatelje tveganega kapitala in se opremite z znanjem. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju s South Central Ventures, financira pa jo Slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v posebni seriji epizod Šola za vlagatelje, ki jih pripravljamo za vas. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri tovrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte oziroma gledajte. Moj današnji gost je izkušen podjetnik in investitor Edvard Medič, ki nam bo razkril, kakšno je življenje angelskega investitorja, kako se povezovati in še kup drugih zanimivosti iz tega sveta. Pozdravljeni, gospod Medič. Pozdravljena, živijo. Kako ste? Deva reči jutranje. Jutranje, Marija. Angelski investitorji ne rabimo zgodaj zjutraj ostajati, tako da deva reči jutranje, hecam se. Zelo lepo vreme, tako da krasno. No, evo, super. Dajte povedati, kaj vas trenutno najbolj zaposluje. Kateri projekti mogoče lahko malce predstavite, s čim se konkretno ukvarjate v tem hipu? V tem trenutku sem v raziskovanju 2 projektov. Eden je startup slovensko-portugalske narave, druga zadeva je pa prodajne narave oziroma skozi elektronizacijo, se pravi v pospeševanju prodaje oziroma poenostavljanju od prodaje do produkcije, se pravi v posnetku stanja vseh teh analiz vezano na te 2 startupa, spoznavanju njihovih ekip. To mi je trenutno glavna preokupacija, kar se tiče startup scene. Ja, velikokrat, ko se pogovarjam z angelskimi investitorji, zelo pogosto izpostavljajo ekipe. Se pravi, to vam vzame največ časa, predvidevam, zato da spoznate, kdo je v ozadju teh idej in kako razmišljajo. Jaz imam lahko bi temu rekel moj problem, da ne znam na prvo žogo oceniti startup in želim spoznati ekipo. Šele ko začutim ekipo, potem se lahko sploh odločim vezano na posnetek stanja, kaj ta startup ponuja, v kakšni fazi je, koliko denarja potrebuje in tako naprej. In šele ko začutim res ekipo ljudi, s katerim bom imel jutri pojutrišnjem opravka, s katerim se bom nenazadnje oženil za prehodno obdobje, lahko ocenim vrednost mojega zaupanja v tako podjetje. Ali ekipo, predvsem ekipo, niti ni toliko podjetje, kakor pa bolj ekipa ljudi. Zdaj, ko omenjate poroke, to ne bi bilo do smrti. Ne bo hovar. Kaj hočete s tem povedati? Ne, ker mi na privatnem nivoju še to ni uspelo. Dejstvo je to, da v tej startup sceni je zadeva tako ali pa tako prehodnega obdobja.
Se pravi, in ti moraš razmišljati, ko investiraš v startup podjetje, kakšen bo exit, kakšen bo možen tvoj exit. In če ne ugotoviš exita, potem je spravno vsakem ne investirati. Zakaj? Zato, ker potem si lahko upleten mogoče res do smrti in še tvoji dediči dobijo stvar, s katero si se ti upletal. Tako da to je zelo bistven moment, mislim, da vsakega posameznika, ki se ukvarja z investicijo, kakšen bo njegov exit, izhod iz situacije. To ste zelo lepo povedali, vedno je dobro imeti pred očmi exit. No, pred leti ste ustanovili klub angelskih investitorjev. Drži. Zakaj in kaj se pravzaprav s tem klubom potem tudi zgodilo? Klub je neslavno pogorel, nas je bilo par somišljenikov, kateri smo po moji glavi pokrivali različna področja, govorijo od pravnega področja, finančnega področja, menedžeriranja in predvsem mreženja vezano na potrebe spoznavanja novih priložnosti. Vendar pa enostavno ali mi nismo bili dovolj dobro pozicionirani, se pravi ta klub kot tak, oziroma situacija ni bila zrela. Zdaj, če gledam za nazaj po bitki vseh herojev, ampak kljub vsemu tudi obdobje poslovnih angelov, ki sem tudi član jaz njihov v tem trenutku, so bili za določeno obdobje potem neoperativni. To pomeni, da scena v Sloveniji startup investitorjev, da tako imenujem, ni dovolj zrela, ni dovolj osredotočena na stvari na tem področju. Tako da, ja, nam ni uspelo, mi smo ga potem zaključili to zadevo in jaz sem šel svojo pot v nadaljevanju, ker osnova in ideja je bila moja, vendar pa v funkcijo nismo uspeli spraviti, se pravi, ta klub 7 do te mere, kakor je bilo želeno. Tako da to je kruta realnost, se pravi, tega kluba 7 oziroma ideje na to temo. Kaj pa je bil v bistvu sploh cilj? Kaj ste želeli s tem doseči? Pa cilj je bil, jaz sem pač oseba, ki zmeraj združujem, povezujem, in tudi ta zadeva ni bila nič druga namena kot izključno samo to. Povezati na eni strani investitorje in iskati na trgu, se pravi, podjetja oziroma ljudi, ki iščejo kapital za uresničitev svojih idej, svojih sanj. Vendar pa enostavno, kot sem prej povedal, ni bilo dovolj ali z naše strani znanja prezentirati to zadevo investitorjem, in zadeva je pač pogorela kot taka. Tako da cilj absolutno je bil pa združiti, se pravi, eno in drugo stran. Ja, padci so včasih, mislim, so edina pot do uspeha, pravijo nekateri, tako da verjetno vas je ta izkušnja vseeno vam je nekaj dala, neko spoznanje, nekaj novega. Glede na to, da sem podjetnik, da govorim uradno od svojega 20. leta, je teh vzponov in padcev bilo kar nekaj. V Ameriki je napisano pravilo, da investitorji ne radi dajo denar baje tistim, to samo prenašam, to ni bila moja izkušnja, da ne dajo tistem denar, ki ni že enkrat pogovoril ali večkrat, ker najtežji se je pobrati in jeti potem naprej. Tako da, ja, seveda, nova izkušnja, ki te bogati v življenju, če znaš narediti analizo, kje si naredil napako. Seveda, če ne veš, zakaj se je zgodilo to, kar se ti je zgodilo, potem lahko zapadeš še v nadaljevanju z istim problemom, ampak dajmo reči, da z izkušenj smo modrejši. Ja, to ni ravno v nekako slovenskem mindsetu, mentaliteti. Padci so v bistvu zelo v družbi, niso ravno lepo sprejeti, ne? Tako da mogoče ima tudi to pravilo iz Amerike težko nekako uporabimo v našem okolju, ker se pa vsi teh padcev nekako, se mi zdi, kar otepajo in bojijo, oziroma ne želijo niti javno govoriti o tem. Ja, to mislim, da prihaja že iz zelo zgodne osnove, in to je šolskega obdobja, kjer se za napačno izrečeno besedo so se ti sposobni smejati vsi, ampak to je naravno, da se otroci to smejijo, ampak da pa tisti, ki bi to lahko preprečili, govorimo o učiteljih, to zadevo ne naredijo. Za razliko od tujine spet samo prenašam.
stvari, predvsem izkušnje mojega zelo dobrega kolega, ki je tudi mene predstavil vezano na to zadevo, Jaka Lindiča, kjer se te stvari popolnoma drugače dogajajo. Jaka je tudi mednarodni doktor ekonomije in zaradi tega je mogel potrjevati na Berkeleyju te stvari in mi je izkušnje povedal in ta zadeva je popolnoma drugače od nas. Jaz sem po naravi očitno upornik, od nekdaj bil in verjetno v tem do konca, tukaj pa bom sobil do konca svojih živih dni sam seboj v tem uporništvu in verjetno ta stvar je tista, ki na en način mi daja spodbude tudi v podjetniškem okolju, se pravi, da nič ni zamujenega, nič ni prepozno, vse je neki stvar, ki je predmet poti človeka in pravijo tako, važno je živeti, ne preživeti, ker preživi vsak, živi jih pa res izredno malo, pa ne pomeni, da jaz zdaj znam to zadevo, ampak probam si jo pa čim bolj ozavestiti, kakor sem pač sposoben. Mislim, da ta zadeva tudi je precej razlikovana med nami ali pa mogoče celo Evropo in Ameriko, ker Američani znajo, se pravi, iz padca narediti potem vzpon in to pri njih je cenjeno, pri nas je pa vse prevečkrat, se pravi, že od osnovnošolskega obdobja dalje, se pravi, kot negativna stvar in je stvar lahko celo posmeha. Tam pri njih pa ta zadeva ni, ampak je predvsem spodbude okolja, kar je najbolj važen. In čeprav moram reči, da v Sloveniji zmeraj bolj spoznam mlajšo generacijo, s katero se neprimerno rajši družim kot za svojo generacijo, če sem iskren. Prav iz tega vidika, tega, ker se mi zdi, da je okolje kljub vsemu dozorelo in da ljudje na račun možne komunikacije, in to je predvsem internet in vpogleda, kaj se dogaja po svetu, za razliko od moje generacije, ki tega nismo imeli možnosti nikakor dobiti, da so neprimerno bolj odprti in da ta zadeva zmeraj bolj velja in meni, moram reči, blazno pisano na kožo, da so ljudje oziroma da se je okolje spremenil in da tako reflektira na ljudi, da so ljudje spodbudni in da se veselijo jutri. Ja, to, kar ste rekel, da smo kaznovani že za eno napačno besedo, to lahko potrdim, tudi sama imam to izkušnjo. Za eno napačno besedo sem prejela ukor pred izključitvijo oziroma mi je grozila izključitev iz osnovne šole 5. razreda. Povedala sem pa eno grdo angleško besedo, ki ni nič takega, danes se to uporablja čisto v normalnem languageu, ne. Ampak to mi je zanimivo, kar ste rekel, da se radi družite z mladimi ljudmi in Jure Mikuš je rekel, da je tudi en motiv angelskih investitorjev ravno to, da se nekako povezujejo z mladimi, z drugačnim načinom razmišljanja in življenja. Kaj so še motivi za vas, da investirate, poleg tega seveda? Moj oče je bil star, mislim, da okrog 70 let, pa je govoril, da je starejši mladinec. Če bom šel po njegovih poteh, upam, da bo ta zadeva, da bom tam jaz lih kadet približen. Hecam se. Ja, seveda. Mislim, dejstvo je to, da če najdeš sinergijo med tem, kar lahko ti daš nekomu in kar on lahko da tebi, mislim, da je ta stvar res velika stvar, ker v bistvu ljudje baje po analizah smo najbolj srečni za tisto, kar lahko dajo. In ker jaz verjamem, da nisem nič drugačen, je identično ta refleksija isto na mene. In zdaj, če se ujamem z dušo, da tako imenujem, ki se poistoveti z mojo dušo, se pravi, to perfektno, da je pa potem še to oseba, ki je mlada, ker s svojo energijo tebe bogati, meni je to vrhunsko in mi daje nekaj več, zakaj zjutraj vstati, zakaj se truditi k nečemu, glede na to, da veš, da nekdo te rabi, da te potrebuje, predvsem pa, da ne rečem spoštuje, predvsem pa vrednoti tisto, kar mu ti lahko daš na poti njegovega uspeha, v tem primeru podjetniškega. Mogoče tudi človeškega, se pravi, če je nekdo zapovedan tok k podjetništvu, se pravi, da ta zadevo malo da ne inači.
Dajva se še majčkeno dotakniti povezovanja angelov. Vi ste to naredili prek kluba. Danes se angeli povezujejo tudi na druge načine, recimo prek skladov Funder for Funders, recimo Silicon Gardens, recimo je en tak primer. Slišala sem tudi, da nekako se spodbuja angele, da sledijo VC-jem, ne, tako da je kar nekaj teh, pa tudi razna združenja, angelskih investitorjev in tako dalje. Je, pomembno za angelskega investitorja in za njegovo investicijo, da se združuje tudi z drugimi, povezuje z drugimi angeli? Mislim, da je to nujno zelo. Jaz v sodelovanju z Alešem Pustovrhom, ki je ena od vodilnih oseb na področju angelskega investiranja in povezovanja, smo pred 14 dnevi naredili ponovno poskus enega združenja vezano na Silicon Gardens, se pravi modelu, brez članarin in tako naprej, ampak eni zavezi, se pravi določenega investiranja denarja na letnem nivoju za obdobje naslednjih let. In ta zadeva je nujno zelo. Mislim, tisti, ki misli, da lahko sam nekaj naredi, se izredno moti ali bo imel pa izredno veliko srečo v določenem poskusu. In mislim, da je ta povezovanje nujna pot. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi, tako kot sem rekel, ti, ko štartaš nekaj, se prav ti moraš vedeti za svoj exit. In zdaj, seveda, pre-seed, pa potem seed, in potem venture capital, ki je, se pravi, če ti to zadevo nimaš začrtano in pravilen pogled, kaj lahko sledi, kaj more slediti v nadaljevanju, da bo ta startup uspel, se krepko motiš in mislim, da je to nujno zelo, tako da moja duša vezano na povezovanje ljudi med sabo na splošno, da pa ne govorim tukaj, ko je predmet denarja, je pa ta zadeva in znanja, je pa to zadeva še toliko bolj pomembna. Kakšno povezovanje mora to biti? Se pravi, iz oči v oči, stisk roke, ali je dovolj tudi prek raznih teh spletnih forumov? Vemo, da živimo v korona času in da je težko imeti stike z ljudmi. Ali je pomembno za vas, da pridete v stik s človekom, ali se da to urediti kako drugače? Konec koncev, če iščete investicije zunaj Slovenije, je v bistvu stisk roke precej bolj težaven kot pa recimo doma. Mislim, ok, jaz dajmo reči, sem še precej old school, kar se tega tiče, vidim pa, da kljub samo ta startup scena bazira na stisku roke, ker ljudje morajo videti, začutiti. Prej sem bil z nekom, ki ni sicer v tej zadevi, ampak eno konkretno podjetje slovensko in potencialni investitorji iz Anglije, se pravi lastnik familiarnega sklada, je osebno najprej prišel sem in potem je due diligence bil v nadaljevanju, se dela za strani, se pravi ljudi, ki je usposobljenih ekip, ampak še zmeraj ti moreš videti, ti moreš začutiti. To ni, da investiraš nekam na borzo, ti se oženiš s temi ljudmi, saj v tej pre-seed in ne nazadnje tudi še venture je ta zadeva precej more biti osebnostne narave in je ta old school, mislim, še zmeraj potreben in verjetno bo, zato ker kljub vsemu to ni kriptoscena, ampak je nekaj, kar v končni fazi se pričakuje, da bodo te ljudje poleg denarja dali tudi svojo osebno noto, ki je potem stvar ali specifičnega znanja ali kakršnega koli druge pomoči potrebne za uspeh enega startup podjetja. A mogoče opažate kakšne razlike med mlajšimi angelskimi investitorji in pa starejšimi? Ja, seveda opažam, mislim, dejstvo je to, da mlajši so bolj s plastelina in zaradi tega tudi z njimi bolj meni osebno delati. Zakaj? Zato, ker ego še ni tako velik, pri redkih tudi je, more pa biti ego, brez nadaljnjega, ker tiska nima ega, mislim, da ne more niti uspeti na podjetniški sceni, tako da sigurno lažje je z njimi delati, lažje sprejemajo od nas starejših, da tako rečem, izkušenejših, se pravi ne navodila, ampak ali opozorila, pomoč in tako naprej. Tako da jaz osebno rajši delam z mladimi, tako kot sem že uvodoma povedal, tako da raj se z njimi oženem kot pa za starejšimi.
Zdaj, ko omenjate ego, verjetno nekako morate komunicirati oziroma imeti odnose z vsemi temi angelskimi investitorji, zagotovo pa prihaja tudi do razhajanj. Kaj so recimo tisti glavni razlogi, kjer nekako ne najdete skupnega jezika? Ego. Pika. Pika. Pa se da prek tega se potem ločite? Ja, če je uspešen mediator. Da, seveda se da. Zdaj odvisen, koliko je vse skupaj zadeva globoko. Vendar pa največji rušilec vseh povezovanj, vseh dejanj vezano na več skupno, da tako rečem, upravljanje nečesa je definitivno ego. Zdaj, največji problem pomeni je to, vkolikor je to z strani, se pravi, tistega, ki je ključen za izpeljavo vsega tega. Za vse ostalo se kljub vsemu da zadevo urediti, ker je čas za to zadevo postransko in ne vpliva neposredno, lahko da ne vpliva direktno na zadevo izpeljave tega projekta, dočim tista oseba, ki pa je neposredno vezana na poslovodenje z startupom in da je tam problem. Tisto pa je potem lahko zelo velik problem, ampak še enkrat, ego je največji rušilec vsega. Kako pa je z ženskami v tej panogi, če lahko tako rečem, v angelskem investiranju? Je kaj žensk? Bolj malo, mogoče zdaj v procentih govoriti, ne vem, maksimalno 10%. Support z ženskami so v tej sceni, ampak v samem neposrednem investitorstvu pa izredno malo, pa je pa ta zadeva se bolj približuje 5%. Pa glede na to, da sem vključen na raznih nivojih se pravi tega angelskega investiranja ali nasplošno investiranja, lahko vrednotam to do te mere, da rečem izredno malo, premalo. Pomeni, jaz namreč izhajam iz podjetniškega okolja, namreč pri svojih 25 letih sem imel firmo že 130 ljudmi. Poznate zdaj kot GLS, takrat je bil M-Express in od 5 ključnih funkcij so 3 zasedale ženske. Jaz mislim, da ženske lahko dajo zelo veliko vrednost. Zakaj? To so moje lastne izkušnje, pa nočem zdaj aplicirati, se pravi, da je povsod, ampak pri meni je tako bilo, moški zelo hitro pod preprogo pometemo stvari, ženske pa ne. In ženske znate na drugačen način to zadevo obpeljati in meni je bilo ta zadeva izredno ok, zato ker je bilo izredno fair do vseh vpletenih in znate zahtevati red in ne prestopite enega praga, ne da bi zadevo ga počistili za sabo, in meni bo to zelo v redu. Tako da meni osebno bi videl rad, da je več žensk, tudi v klubu 7 smo imeli sicer samo eno žensko, ampak ta zadeva je bila, ta oseba je bila ključnega pomena. Zakaj? Zato, ker ona je bila financerka. In plus tega izhaja pa kot pravnik in eno in drugo znanje bi blazno lahko koristil tej zadevi, plus energična oseba, korektna in tako naprej. Vendar pa pač tako je. Zakaj je to tako, ne vem. Očitno okolje, še zmeraj patriarhata, ki odžareva se tudi na tem področju, žal. Ja, mogoče pa tudi vezano na to, da ni ravno najbolj konzervativna naložba to vrstno investiranje, ne? Se pravi, gre za vseeno precej tvegano naložbo. Tudi sami ste povedali, da ste pač kar nekaj neuspehov doživeli že v življenju, ne? Tako da mogoče tudi tukaj strah izvira iz tega. Ja, ne? mogoče tudi iz narave, moški ženska in ženska drugače funkcionira kot moški, tako da mogoče je širši razlog in več razlogov, zakaj se ženske ne odločajo za kaj takega. Ja, ampak jaz pravim žal prav iz vidika tega, ker bi bilo precej več reda, mrzdo si ne bi upal ziniti kaj, kar si drugače upa ziniti, ker bi bila ženska zraven, ampak pač tako je. Dajva ostati še malo pri teh tveganih naložbah. Mogoče lahko tukaj poveste, kako vi nekako obvladujete ta tveganja, prepoznavate potencialna tveganja, ko investirate v tovrstne naložbe. Iskreno? Iskreno. Nikakor.
Glede na to, da sem že v fazi investitorstva kar že konkretno let, in glede na to, da statistika je vsem znana, sicer pri nas je ta zadeva toliko manjšem pogledu, pa ne vem, kdo to sploh vodi, ampak recimo v Silicon Valley je v Ameriki, mislim, da je celo čez 98% podjetij, da pogrne. Se pravi, kdor misli, da vlada, potem laže. Stvari so precej pogojene z spletom naključij. Jaz osebno, tako kot sem prej povedal, z občutkom in vse analize, ki so predmet pogojevanj pri klasičnem investiranju, že zgrajene firme, tukaj padejo v vodo. In tukaj govoriti v nečemu, kaj bo uspel, pa kaj ne bo uspel. Ne vem, prej preden sva začela midva z snemanjem, sem brskal in ženska, evo, ko sva rekla, rekorderka, kot ženska, 34 milijard vredna firma za oblikovanje z orodji na internetu je uspela, doživela preko 100 zavrnitev angelskih investitorjev, vsaj tako je bilo v članku, ne vem, katerega že časopisa, ampak tudi isto na spletnih straneh sem zasledil, pa ne vem, kater časopis je to dal ven. Kaj to pomeni? Definitivno je ideja je izredno malo. Predvsem je oseba, ki verjame v to zadevo, in še premalo je to, se pravi, tista oseba, ki to zadevo zna speljati in ki je ne nazadnje upornik, ker se pravi, če je nekdo sposoben doživeti 100 zavrnitev, si lahko samo zamislimo, kakšna volja je bila pri tej osebi in je verjetno še bolj podžigalo, se pravi, vsaka zavrnitev k uresničitvi temu, kar si je ona v tem primeru zastavila. Tako da z ničemer, kdor govori drugače, ali se moti, ali pač enostavno laže. Zanimivo. Zdaj se tako malo sprašujem, kakšno je še življenje v bistvu angelov? Omenili ste, da ne marate zgodaj zjutraj vstajati, pa zdaj govorite o tem, da sprejemate pač visoko tvegane naložbe. 98% podjetij propade, tako da malo se sprašujem, kakšen mora biti angel po karakterju, da zdrži vse te v bistvu nekako napetosti, pritiske iz okolja, tudi konec koncev sama investicija, daš svoj denar v te naložbe, ne? Zelo zaprisežen temu, po moje, saj če sebe sodam. Vztrajen, predvsem pa mora to imeti rad, tako kot vsaka stvar. Mislim, da je to, jaz sem bil tudi kot mlad športnik, in mislim, da ni na nobenem področju nič drugega kot to, da nekaj moraš imeti rad. In ta zadeva je identična. Mislim, klasično investiranje, kjer je večkrat pogojeno sicer z manjšim dodano vrednosti, oziroma kot če v firmi uspe, ampak kljub vsemu je suhoparno, pa ne, da jaz nimam investicij tudi na tem varnem področju, bi lagal. Ampak ta zadeva je pa ena stvar, ki je draž, ki je stvar, mislim, da pogojena pri meni z eno vztrajnostjo športnika še z otroških let. In to mislim, da je največja vrednota angelskega investitorja, ali nasplošno človeka, ki nekaj ima rad in potem to hoče uresničiti, in mislim, da to je to, vsaj pri meni. V koliko investicij ste pa investirali v vsem tem času? Težko rečem, ampak da bi mogel prešteti, ne vem, se pravi, mislim, da deva reči, na zadnje, enkrat sem štel, da je bilo 12. Koliko pa imate trenutno investicij v svojem portfelju? Trenutno nič, vse sem se dezinvestiral oziroma pozaprl, naredil eno bilanco pri sebi, stvari, ki sem jih zmetal iz portfelja, zato ker zadeva ni uspela in je životarna, sem šel ven, naredil en krajši premor, in zdaj sem ponovno v posnetku stanja, kam bi investiral. Tako da pač naredil sem eno čistko pri sebi, vezano na te investicije, in ponovno zdaj zaštartal z malo drugačnim pristopom, se pravi, tisto, kar sem prej govoril, zmote, katere sem mislil, katere smatram, da so bile predmet tega, da zadeva je pač taka, kakršna je bila,
In zdaj sem spet v fazi, se pravi, razmišljanja oziroma posledkov stanj podjetij, se pravi, te dve podjetji, ki sem jim prej vam povedal, so predmet konkretne preiskave, ne preiskave, ampak due diligence. In bomo videli, kaj bo v nadaljevanju. V tem trenutku nimam nobene investicije. Zdaj, če govorimo o angelskem investiranju. Kaj pa ta due diligence, ki ga omenjate, a to opravite sami ali najamete kakšne strokovnjake? Ne, več ali manj se tukaj povezujemo. To je stvar tisto, kar ste me tudi prej vprašala, in moj odgovor je bil povezovanje in še enkrat povezovanje. Tukaj smo ljudje različnih znanj, zdaj z določenimi se ujameš toliko bolj in potem z njimi tudi sodeluješ v teh posnetkih stanj. Tako da stvar je taka, da enostavno se povezujemo in dajemo svojo dodano vrednost, se pravi tako pri due diligence, kot potem tudi v nadaljevanju, če sprejmemo investiranje, kar pa ne pomeni, da je to stvar sklada, ampak vsak posameznik, ampak potem pridodaja, se pravi, to svoje znanje s pridom, če ga zna ta startup ekipa izkoristiti. Kakšne donosnosti pa ponavadi pričakujete od tovrstnih naložb? 20-30 kratnik. Se pravi, v obdobju na vložek. 3 do 5 let na vložek, tako je. Aha. Ste v bistvu kar dost konzervativni, nekateri imajo večje apetite. Naj bojo srečen. Ne, hecam se. Seveda, enkrat je bilo, mislim, da je bil to Jonas, je bilo, da zdaj bo mogel fizično pokazati, se pravi, boljše imeti ideje tako, v razponu, pa jih uresničiti to, kot pa idejo tako, pa jo tako uresničiti. Se pravi, nobeden ne uresniči tega, kar si zada, je pa idejo oziroma pričakovanja imeti zelo dobro visoka, ker nikoli jih ne boš v polnosti izpolnil. Ampak deva reči, da 20-30 kratnik donosa je že, mislim, da super donos v 3 do 5 let, vrhunski donos, ne samo super, kar pa je več od tega, je pa znanstvena fantastika. In dajmo reči, da mi rata uspet tudi ta znanstvena fantastika ali komarkoli, ki dela v startup sceni. Zakaj? Zaradi tega, ker podpira nekaj, kar ne bi bilo rojeno, vkolikor takih ljudi, kot smo mi v startup sceni, podpornikov tega ne bi verjetno bilo. Zdaj, verjetno, če želiš biti angelski investitor, vsem potrebuješ imeti nek kapital. Vsak verjetno ne more biti, ne? Kolikšen kapital je potreben za to, da postaneš angelski investitor? V končni fazi ne velik, zato ker v te zadeva je tako, da ti moraš narediti en nabor večje število investicij in v bistvu staviti, da bo ta zadeva uspela. Kar pa še zmeraj ne pomeni, da to je, ne govoriva o par 100 evrih, govoriva kljub samo v saj par tisoč ali par 10 tisoč, se pravi, investicije na en startup, odvisen, koliko je željena, pa potem koliko ljudi se najde v tej zadevi, da bi investirali. Recimo, če je to stvar 100.000 evrov, da se išče, se jih zdaj najde 10 po 10 ali se 2 po 50, kakorkoli že. Vse je odvisen, lahko je to čista prisit zadeva in je res mogoče zadosti tukaj par tisoč evrov. Če pa že govoriva o sit, je to ponavadi že kar 10 in več tisoč evrov. Ni, da ni, ampak niso pa to zdaj investicije, ki so potem pogojene za par 100.000, da ne govorim več denarja. To je potem že venture, tukaj je prilično majhen kapital, je pa z neprimerno večjim rizikom. Zdaj, omenil ste že Jaka Lindiča, profesorja na ekonomski fakulteti in pa tudi seveda angelskega investitorja. On vas je zelo prehvalil in tudi povedal, da vas precej pogosto vabi na predavanje na ekonomsko fakulteto. Pa me zanima, kaj mladim, v bistvu študentom razlagate tudi mogoče o angelskem investiranju? Najprvo povem, da moja izobrazba je samo osnovnošolska, pa ne zaradi tega, ker bi bil toliko neumen, ampak pač obdobje življenja, potem se mi pa ni dal več v šolo iti. In potem, ko me vabijo na ekonomsko fakulteto, je meni včasih celo smešno, pa se potem pogovarjam z kolegi in to. Kaj jim dam? Enkrat sem jim razložil eno zadevo, mislim, podjetništvo je ena specifična zadeva, ki jo je težko
ovrednoti to, narediti to opremo. Ampak jaz sem rekel, jaz bi šel rajši jarke kopati, kot pa nekam v službo. Ampak sem rekel, sigurno pa po enem letu bi že imel majhen bagerček. Se pravi, ne bi jaz več kopal. In to je v prispodobi moje razumevanje podjetništva. In vidim, da s tako plastično ponazoritvijo z moje strani ta zadeva se na en način se nasmehnejo, začnejo smejati, ampak prekleto jim je jasno, kaj ta zadeva je, in tisti, ki imajo pač žilco za kaj takega, potem to zadevo upam, da bodo jo s pridom izkoristili v svojem življenju. Zdaj naj jo posluša kar nekaj ljudi in se sprašujejo, kako stopiti na pot angelskega investiranja. Mogoče lahko daste nek napotek, kako se tega sploh lotiti? Prvo se morate izpostaviti, kot za vsako stvar v življenju. Tudi tukaj se pravi poiskati krog ljudi, ki se s tem ukvarja. Se pravi, če hočeš biti športnik, potem boš poiskal tisti, ki se ukvarjajo s šport, se pravi, boš šel v dvorano ali boš šel na igrišče ali kakorkoli že. Če se greš kuharja, potem boš najbrž mogel najti lokal oziroma gostišče, kjer se ukvarjajo z kuhanjem hrane. Ravno tako je tukaj, se pravi, ta izpostavljenost ni nič takega posebnega, samo najdi in probi se umestiti z ljudmi, ki so ti blizu, z tvojim načinom razmišljanja. Ker to je zelo, zelo, zelo predmeten. Zakaj? Zato, ker potem bo ta tako imenovani ego, kot sem ga prej večkrat omenil, manj izražen. Zato, ker se boš s svojimi dušami povezal z ljudmi, se pravi, ki so tebi podobno misleči. Zadeva je čisto enostavno. Tako da trenutno, kljub vsemu v Sloveniji, ne glede na to, da startup scena ni tako razširjena kot v razvitih državah, vezano na startup sceno Amerika, Anglija in tako naprej, je tudi v Sloveniji tega kar nekaj, in glede na to, da imamo danes orodje Google, ker ve vse, se pravi, tipkate stvari in dobili boste marsikaj dobre, koristne informacije, s katerimi lahko potem sebi v prid delate, vezano na povezave ljudi, ki se ukvarjamo s takimi stvarmi. Tako da vljudno vabljeni, več nas bo, boljše bo. Zakaj? Zato, ker bomo podpirali to podjetniško sceno, ki pa v Sloveniji ni zanemarljiva, to vam lahko povem. Mogoče tudi to izhaja v temu, zato, ker v Sloveniji je kar precej usposobljenih ljudi, osebni dohodki vezano na delovno mesto, napram je Nemčije pa deljeno 3, deljeno 4, in ljudje kar iščejo svetlobo na koncu tunela oziroma svojo perspektivo v podjetništvu. Tako da welcome to the club. No, super, odlično. Evo, povezovanje je tisto, ki je ključno, in Sigurno. hvala, da ste se povezali danes z nami in nam razkrili vse te zanimive informacije, tako da iskrena hvala in želim vam še lep dan naprej. Najlepša hvala tudi vam.